Živijo, Kristjan, me veseli, da smo se danes uspeli tukaj ujeti. Povej malo za tiste, ki te še ne poznajo, kdo je Kristjan Crnica? Ja, je mlad fant, star 33 let, v bistvu pa sem pevec in glasbenik, pišem tudi svojo glasbo in besedila. Lepo. Verjetno tisti, ki te poznajo, pa so verjetno slišali, da si se predstavil na hrvaškem Supertalentu. Kako to, da si se odločil za Hrvaško in ne za Slovenijo? V bistvu sem dobil povabilo, torej prijavo na Supertalent Hrvaška, pa sem rekel, pa dej, zakaj ne bi probal? Itak me je zanimala tudi produkcija na Hrvaški, kako deluje. Sem se odločil za to, da izpolnim prijavnico in potem sem bil sprejet in sem šel na Hrvaško Supertalente, kjer sem v bistvu prišel do finala. Dobil si tudi zelo velike pohvale, in sicer, da naj bi bil eden izmed tvojih nastopov celo eden najboljših, kar so jih kdaj videli na Hrvaškem Supertalentu. Kako si se ob tem počutil? Ja, prvo sem se počutil tako, da sem mislil, da se hecajo, dokler ni prišlo do tega, da je to res veliko ljudi povedalo. Tudi tisti prijatelji, pa ne samo prijatelji, tudi ljudje, ki jih jaz spoštujem in se z glasbo ukvarjajo več časa že v svojem življenju. In potem sem nekako začel zares verjeti, da jim je očitno res bil tak nastop eden izmed boljših. Zdaj, uspevati seveda tudi na slovenskem trgu, ampak glede na to, da si se predstavil na Hrvaškem, imaš mogoče željo tudi tam širše nastopati? Ja, letos se je zgodila ena situacija in sicer bom imel eno tako turo po Hrvaški, v Šibeniku, v Vodicah, v Zadru, v Rijeki, v Premanturi. Ampak definitivno pa moram čisto iskreno povedati, da jaz vse pesmi napišem prvo v slovenščini. Tako da definitivno si želim delati za slovenski trg in upam, da bo ljudem všeč to, kar delam, tudi v Sloveniji. Si pa sodeloval tudi z ljudmi, ki so bili del Hrvaškega Supertalenta, si posnel pesem in seveda izdal tudi eno svojo pesem, tako da imaš v bistvu zdaj dve. Kakšna je razlika? Kako se počutiš, recimo, ko sodeluješ z drugimi, ali pa kako se počutiš, ko poješ pesem, ki jo napišeš sam? Ja, pesmi, ki jih napišem sam, vedno lažje interpretiram, v smislu se malo bolj začutim z njimi in so moji občutki zares 100% pristni. Pri pesmih, ki jih pa napišejo drugi zame, pa je tudi odvisno. Do zdaj se je to zgodilo samo enkrat, ampak ta pesem ima tako sporočilo, imenuje se Neka nada in ima tako sporočilo o tem, kako v bistvu si res želim, da bi se imeli malo bolj radi in da bi si kdaj podali roke takrat, ko nam je težko in da bi malo bolj zaživeli v skupnosti. Za tabo je kar dolga pot, si mogel kar veliko delati na tem glasbenem področju. Daj povej malo, kako v bistvu vse skupaj to doživljaš? Ja, na tej poti glasbeni danes je res malo težje vse skupaj, zaradi tega, ker imamo toliko artistov že, toliko je glasbenikov, toliko je že prenasičeno vsega, da tudi jaz sam kot artist imam včasih občutek, kaj sploh naj naredim. Mislim, naj dajem ven stvari, tako je že vsega preveč, naj zdaj še svoje štulim. Ampak vsak artist v sebi nosi neko sporočilo, ki bi ga želel podeliti s svetom in pač enako je z mano in imam svoje sporočilo. In ja, neizbežno je, da prihajajo kdaj kakšna razočaranja v vsem tem delu, ampak mislim, da je to samo pač nek način, skozi katerega ljudje rastemo in se naučimo stvari in sem v bistvu hvaležen tudi za razočaranja, ki pridejo s tem. Ti to daje verjetno dodatno inspiracijo, ne? Ja, inspiracijo, pa tudi naučiš se. Veliko se naučiš na tem, da delaš stvari, ki jih res rad delaš, da si točno to, kar v tistem trenutku čutiš in da pač razočaranja niso
povezana izključno s tabo kot osebo in artistom kot ti, ampak da to pač je samo življenje, saj ne moreš vse posod biti ves čas. Zdaj pripravljaš tudi en zelo poseben album, lahko kaj več poveš o tem? Ja, lahko. To bo en zelo, zelo poseben album. Na njem bodo zbrane pesmi, ki predstavljajo mene in moje občutke v zadnjih letih. Album bo imel zelo tak 80s sound, tak star sound, tak muzikaličen in se zelo, zelo veselim, da bo izdan album. Bom ga pa tudi predstavil 25. novembra v City teatru. Aha, lepo. Boš koga povabil k sodelovanju? Definitivno bom povabil ljudi, ampak za zdaj še nimam zares planirano. Kaj pa ta simfonični album, nekaj si tudi to omenjal? Aha, no, to je pa ena druga stvar. To je pa v bistvu, jaz sem delal na osnovni šoli Lila več kot 8 let in tam smo z otroki napisali v vseh teh letih ogromno pesmi, ki so potem dobile celo podobo in sicer Martin Jošt je napisal aranžmaje za cel orkester in zdaj se je zgodila ta sreča, da je orkestru bilo to zelo, zelo všeč in so se odločili, da bodo sodelovali. Tako da 8. maja snemamo album otroških pesmi s celim orkestrom. Lepo. Da. Peli bodo pa razni slovenski izvajalci, ki pa trenutno še ne povemo. No, zdaj, kot vemo, si tudi učitelj glasbe, torej sodeluješ z otroki. Kako pa se počutiš ob tem, ko sodeluješ z otroki? Je mogoče kaj posebenega to, da jim lahko podajaš to svoje znanje naprej? Ja, meni je to nekaj najlepšega. Jaz sicer, čisto iskreno, se nikoli nisem počutil kot učitelj, ampak bolj kot nek ustvarjalec, ki pa lahko skupaj z otroki ustvari neke stvari. In torej, v bistvu, če bi lahko tako rekel, je moje učenje bilo v bistvu ustvarjanje. Kar pomeni, da smo z otroki skupaj napisali besedila, pesmi in potem razvijali te melodije. Kristjan, še načrti za poletje, nastopi, kako je s tem? Ja, jaz sem zelo hvaležen tudi moji menedžerki Maji Monru, ki v bistvu vse to skupaj uspe urediti na tak način, da se jaz počutim varno kot artist in da res lahko pišem pesmi, ustvarjam in ona je tukaj zato, da se ukvarja vsemi temi datumi in dogovori, ki jih imamo z ljudmi. Tako da, ja, ona je naštudirala in mi je uredila kar nekaj nastopov, tako da letošnje poletje bom precej na odru. Kristjan, poznamo te kot takega veseljaka, vedno nasmejanega fanta, polnega pozitivne energije. Gotovo imaš kakšno posebno sporočilo za naše gledalce? Ja, da lahko zgleda, da sem vedno najbolj srečen, ampak v resnici sem tudi človek in tudi kdaj nisem. Kaj bi pa rad mogoče za sporočilo, ki bi ga rad podelil z ljudmi, je, da mislim, da je res prišel čas, da postanemo čist malo bolj prijazni drug do drugega. Da se lahko pozdravimo, pa se nasmejimo drug drugemu ali pa mogoče celo kdaj koga vprašamo, kako je, pa to res mislimo.